Kdaj se je torej pojavila prav ta distinkcija, da spol, ne, se pravi, je nekaj biološki spol v njihovem jeziku, ne, drugo je pa ta družbeni spol ali gender, kot mu rečejo. Ne. Ja. Se pravi, to razlikovanje se je zdaj tako uveljavljalo, da dejansko prihaja kar v nek mainstream in se zdi, kot da je to kar avtomatska resnica. Peking 1995. Takrat je je bila bilo ta prvič v definicija. dokumentih zapisano beseda gender. In veliko jih ni vedelo, kaj ta beseda sploh pomeni. Ja. Nekateri so mislili, da predstavlja in moški, in ženski spol, nekateri so mislili, da je samo lepši izraz za biološki spol, ker po angleško pomeni seks, kar tudi pomeni hkrati spolni odnos, in so pač mislili, da gre samo za en nedolžen izraz. Okej. Ne? Niso se pa zavedali, da je tukaj dobesedno sprememba, ne? Da zdaj več ne bomo govorili o biološkem spolu, ampak samo o spolu kot družbenem konstruktu. konstruktu.